Predsednik Trump naj bi se medtem pred svojim obiskom v Teheranu obrnil na pakistanskega načelnika generalštaba. Trije viri so za Reuters povedali, da predsednik Trump prosi pakistanskega voditelja, naj pomaga pripeljati Iran nazaj za pogajalsko mizo. Prav tako naj bi prejšnji teden poklical feldmaršala S.M. Munirja, saj je Munir zdaj v Teheranu skupaj s pakistanskim notranjim ministrom. Vojska obisk opisuje kot prizadevanje za spodbujanje regionalnega miru in stabilnosti. Z nami se zdaj prek Zooma iz Avstralije pridružuje geopolitični strateg in svetovalec za zunanjo politiko Hasan Pirzada. Hvala, ker ste se nam pridružili. Hvala lepa, da ste me povabili, Emily. Seveda, zakaj se predsednik Trump posebej obrača na pakistanskega načelnika generalštaba, da bi pomagal ponovno odpreti te pogovore? Mislim, da je pakistanski načelnik generalštaba ta neuradni kanal do Trumpa. Zaradi tega še vedno obstaja razlog, še vedno obstaja pot do miru, tako mislim. Najpomembnejša točka je, kot pravite, da se je predsednik Trump obrnil na Asima Munirja, feldmaršala Asima Munirja, in mislim, da je tako. Pakistan je prosil, naj uporabi svoj vpliv, da bi Iran vrnil za pogajalsko mizo. Medtem ko na drugi strani, veste, pritiskajo na Iran z gospodarskimi sankcijami. Mislim, da vam to pove vse o stopni zaupanja, ki ga ima Washington trenutno v Pakistan. To nikakor ne pomeni, da se je Pakistan prostovoljno ponudil za diplomatsko vlogo, za katero ga nihče ni prosil. Ampak Trump se posebej obrača na Munirja, ker verjame, da lahko Asim Munir prenese sporočilo Teheranu, ki ga Washington trenutno sam ne more. Mislim, da ima Pakistan nekaj, kar ima zelo malo držav. Trenutno ima funkcionalen odnos z Washingtonom, dobre odnose s Teheranom, tako na politični kot na vojaški strani. In imajo tudi globoke vojaške stike po vsej regiji, še posebej prek trenutnega obrambnega sporazuma s Saudsko Arabijo in Turčijo. Tako je Syed Asa Munir, feldmaršal, po mojem mnenju trenutno edinstveno postavljen v tej arhitekturi, da lahko prenese sporočilo, ne le diplomatsko noto, kot najvišji vojaški predstavnik Pakistana. Mislim, da je tako. Ima pooblastila in verodostojnost, da vodi resne pogovore z iranskimi uradniki na najvišji ravni in na to vzpostavi neposredno komunikacijo s Trumpom, da jim omogoči dostop do ameriške strani prav tako na najvišji ravni. In mislim, on, veste, se srečuje z uradniki, ki so blizu vrhovnemu voditelju. Mislim, kakšno sporočilo mislite, da to posebej pomeni? Mislim, nihče od nas ni bil na tem klicu, ampak kakšno sporočilo mislite, da bo to imelo? Ali bo kakorkoli vplivalo ali prepričalo vrhovno vodstvo? Po mojem razumevanju bi bilo sporočilo zelo jasno, da so vrata diplomaciji še vedno odprta, vendar to okno ne bo ostalo odprto v nedogled. Videli smo, da je predsednik Trump jasno povedal, da bo pritisk na Iran še povečal, vključno za grožnjo z velikimi gospodarskimi sankcijami. Hkrati, dejstvo, da je Asim Munir v Teheranu, kaže, da se še vedno odloča za komunikacijo s Teheranom, saj pušča ta diplomatska vrata odprta. To se mi zdi pomembno. To mi nakazuje, da Washington še vedno vidi dogovorjeno rešitev kot dosegljivo, Asim Munir pa je ključ za to. Verjamem, da ima načelnik generalštaba, feldmaršal Asim Munir, to prednost, da lahko to sporočilo predstavi Teheranu na način, ki je bistveno drugačen od Washingtona in ga posreduje neposredno ali prek Omana ali Katarja. In on ima to je tudi že prej storil. V zadnjih 4 mesecih je nekajkrat odšel v Teheran in uspel spraviti Irance za pogajalsko mizo. Nato pa tudi v Švico, kjer je bil podpisan njihov islamabadski memorandum o soglasju. Prav tako naj bi razpravljal o napadih Hutijev na Saudsko Arabijo ter o novem obrambnem sporazumu Pakistana s Saudsko Arabijo in Turčijo. Misliš, da bi se lahko postavili kot posredniki? Absolutno. Prav zaradi teh odnosov ima Pakistan vzvod, da nastopi kot posrednik. Pakistanski odnosi s Saudsko Arabijo in Turčijo ne ogrožajo njegove verodostojnosti pri Iranu. Pravzaprav je ravno obratno. Pakistan ima zdaj odnose na obeh straneh tega regionalnega razkola, ki jih ne more ponoviti noben zalivski ali zahodni akter. Pakistan ima tesne strateške odnose z, kot sem rekel, Saudsko Arabijo in Turčijo, vendar je v zadnjih nekaj mesecih v okviru te vojne ohranil tudi diplomatske in gospodarske stike z Iranom.
Ključno je, da Pakistan ni treba trditi, da ima kakršenkoli interes. Verodostojen posrednik ne rabi biti brez prijateljev, mora biti zaupanja vreden. In Pakistan ima trenutno zaupanje vseh strani vpletenih v ta konflikt. Tako lahko tudi Munir zagotovo prepričljivo argumentira glede Hutijev, ker lahko neposredno pove Teheranu, da je obrambno partnerstvo Pakistana s Savdijci zasnovano izključno za zaščito svojega partnerja. Vendar to Pakistanu ne daje dovoljenja, da bi postal del vojne proti Iranu. Ampak bo Pakistan branil Savdsko Arabijo in Turčijo, saj je s tema državama sklenil dogovor. Tako mislim. Širša slika bi bila, da Pakistan vidimo kot most, ki lahko poveže vse te države v tem tekmovalnem regionalnem bloku, namesto da bi bil le član enega bloka naenkrat. Pakistan lahko vse te združi in to bo vloga Modija v Teheranu. V redu, najlepša hvala za vašo razlago vsega.